dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes vas bom popeljala skozi primer treninga za naše trebušne mišice. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali po 30 sekund brez vmesnih pavz. Pri omenjenem treningu bomo vsako drugo vajo napravili vedno leg raises oziroma dvigovanje nog s pomočjo uteži in se kar spustimo na tla, ležemo na hrbet in pripravimo za prvo vajo klasični trebušnjak. Roke položimo za glavo, vendar pazimo, da z njimi ne potiskamo glave naprej, ampak da nudimo samo oporo vratu. Predstavljajte si, kot da bi imeli v tem predelku vratu postavljeno tenis žogico. Komolce pri tem imejte široko razprte. Osredotočite se na stiskanje trebušnih mišic, ko dvignete zgornji del hrbta od tal, takrat tudi izdihnete. Pazite, da pri spustu ne omahnete takoj nazaj, ampak držite konstantno napetost mišic tako pri spustu kot pri dvigu. Brez pavze se hitro pripravimo za naslednjo vajo leg raises oziroma dvigovanje nog, pri kateri bomo utež držali dvignjeno neposredno nad prsnim košom. Dvignite obe dve nogi naravnost nad medenico, tako da tvorita kot 90 stopinj. Z vdihom proti tlom spustite obe dve nogi in jih približajte tlom. Z izdihom se vrnete nazaj v začetni položaj in se pripravite za vnovično ponovitev. Pri vaji pazite, da se hrbtenica ne usloči, ampak da ostaja prilepljena na podlago. Odložite utež in se kar pripravite za naslednjo vajo flutter kicks oziroma striženje z nogami. Dvignemo se v sedeč položaj in se naslonimo na komolce. Na videz enostavna vaja, vendar poleg striženja zahteva konstantno napetost trebušnega jedra, kar pomeni, da ves čas pazimo, da hrbtenica ostaja zravnana in trebušne mišice napete. Skratka, ne dopustite, da se ustvari lok, takrat obremenite le hrbet, kar pomeni več bolečin v križu, tega pa si ne želimo. Sledi vaja leg raises, hitro pograbite utež in pričnite z dvigovanjem in spuščanjem nog. Sledi naslednja vaja, utež odložite na stran in se pripravimo za vajo kolesarja. Pokrčite kolena in stopala položite na tla v širini bokov. Roke sklenite skupaj in jih položite za glavo. Komolce pri tem imejte široko razprte in to je vaš začetni položaj. Z izdihom približajte iztegnjeno roko nasprotnemu kolenu in v tal dvignite samo del hrbta, katerega roka sega k kolenu. Z vdihom počasi odvrtite telo in se vrnite v začetni položaj ter enako ponovite še z nasprotno roko. Sledi ponovno vaja dvigovanja nog in kar dvignite utež proti stropu. Če med spuščanjem nog usločite hrbtenico, raje spust nekoliko zmanjšajte ali pa odložite utež in nadaljujte izvedbo brez nje. Po pisku hitro odložite utež in nadaljujemo z vajo sit-up oziroma trebušnjak, pri katerem od tal dvignemo celotni hrbet. Pokrčite kolena in stopala položite na tla v širini bokov, roke pa iztegnite naravnost za glavo. Z izdihom dvignite v tal celotni hrbet ter z rokami sezite visoko proti stropu. Pri tem pa stisnite trebušne mišice in pazite, da ne usločite hrbtenice. Ponovno bodite pozorni na dihanje, kajti s pravilno tehniko dihanja boste zagotovili pravilno izvedbo. Po pisku pograbimo utež in se ponovno pripravimo za vajo dvigovanje nog. Resnično se osredotočite na pravilno tehniko dihanja in stiskanja trebušnih mišic. Pazimo tudi na hrbtenico, da se ne ustvari lok, ampak jo potiskamo trdno ob tla. Pred nami je naslednja vaja imenovana pike to plank. Vajo začnemo v položaju visokega planka. Roke postavite neposredno pod ramena in stopala v širini bokov. Stisnite trebušne mišice, tako da popek posesate proti hrbtenici. Telo mora tvoriti ravno linijo od ramen do stopal. Ko dvignete zadnjico proti stropu, mora vaše telo tvoriti obrnjeno črko V. Glava pa mora biti poravnana z rokami, tako da pogled usmerite med noge.
Ponovno ležemo na hrbet, pograbimo utež in se pripravimo za vajo leg rises oziroma dvigovanje nog. V pavzi se dvignemo v sedeč položaj in se pripravimo za vajo Russian twist. S trupom se rahlo nagnite nazaj, zravnajte hrbtenico in stisnite trebušne mišice. Od tal dvignite pokrčene noge, roke pa držite pred prsnim košem in to je naš začetni položaj. Sklenjene roke ponesite na eno stran telesa, vse dokler ne začutite raztezanja stranskih trebušnih mišic, ter enako ponovite še na drugo stran. Pri obratu dobro stisnite trebušne mišice in izdihnite, vendar pazite, da ne usločite hrbtenice. Pred nami je ponovno vaja dvigovanja nog in kar pripravite utež in jo dvignite neposredno nad prsom. Odložite utež in kar nadaljujemo z naslednjo vajo in and out. Pripravite se v sedeč položaj in se naslonite na komolce. Noge iztegnite naravnost naprej, vendar jih med izvedbo ne odlagajte na tla. Hrbet ostaja zravnan in trebušne mišice napete. Če se vam med izvedbo osloči hrbet, takoj prenehajte in se ponovno pripravite v začetni položaj. Ko približate kolena proti prsnemu košu, izdihnite in stisnite trebušne mišice. Pri tem pa ostaja hrbtenica ves čas ravnana. Lezimo na hrbet, pograbimo utež in kar pričnimo z dvigovanjem nog. Poskrbite, da hrbtenica ostaja prilepljena na podlago in konstantna napetost trebušnih mišic. Odložite utež, obrnite pozicijo v položaj nizkega plenka na komolcih za vajo plank twist. Telo mora tvoriti ravno linijo od ramen do stopal. Pri vaji držimo hrbtenico zravnano in trebušne mišice napete, popek pri tem pa posesajte proti hrbtenici. Pri rotaciji oziroma polaganju medenice na stran naj delo opravljajo trebušne mišice. Pazite, da bokov ne dvigujete previsoko ali spustite preveč nizko, saj s tem razbremenite trebušne mišice. Do konca nas loči samo še 5 vaj, hitro lezimo na hrbet in se pripravimo za vajo leg rises. Naslednja vaja, ki precej spominja na kolesarja, bomo napravili v 2 intervalih in kar eno roko položite za glavo, drugo pa ob telo. Obe dve nogi pa pri tem imejte iztegnjeni naprej. Pri dotiku komolca in nasprotnega kolena izdihnemo in stisnemo trebušne mišice. Od tal dvignemo samo zgornji del hrbta, preostali del pa držimo trdno na tleh. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano ter pozornost namenite stiskanju trebušnih mišic. Ponovno pograbite utež, vajo dvigovanja nog bomo napravili še natanko 2-krat in to pomeni, da smo vse bližje koncu. Sledi drugi del vaje kolesarja, ki smo jo izvajali pred dvigovanjem nog in samo zamenjamo stran. Eno roko položimo za glavo, drugo ob telo, noge pa držimo iztegnjene naprej. Od tal dvignemo samo lopatice oziroma zgornji del hrbta, ko sežemo k nasprotnemu kolenu. Brade nikar ne potiskajte naprej na prsa, naj bo v tem predelčku navidezno postavljena tenis žogica. Hrbet pri tem stisnemo ob tla in ne dovolimo, da se ustvari lok. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano.
Pred nami je še zadnja vaja in zadnja ponovitev leg rises oziroma dvigovanja nog. Pograbite utež in jo dvignite neposredno nad prsa. Dvigovanje nog mora potekati tekoče, pri tem pa pazite, da jih ne odlagate na tla. Pazite na pozicijo hrbtenice, ta mora ves čas biti prilepljena na tla. Še malo in konec. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to. Upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, tako kot jaz. To je le primer, ki ga lahko napravite za trebušne mišice. Če bi si seveda želeli videti tega več, mi pišite spodaj v komentarje. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabi deliti videa dalje, ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu seveda podariti like, se naročiti na moj kanal, saj si želimo 1000 naročnikov, pred tem pa še stisnite zvonček, da ne zamudite bodočih vsebin in presenečenj. Do naslednjega tedna, pa čau!